Dobar dan. Živa. Ta čas, ko sem manjkal, si bil pa na Štajerskem, ne? Ja, in prav luštno je bilo. Z Nino Kladnik iz NiceHasha sta naredila zelo dober podcast. Prvič sem poslušal ta podcast v celoti. Prosim? Ja, Prvič si poslušal podcast, najn. ja, Pa za koga pač to delava? ja vem, nisem mi bilo treba poslušati in je bilo res dobro. In zelo dobro je povedala, kaj se bo dogajalo. Dajva še enkrat ponoviti našim najnim poslušalcem, da bodo vedeli, kam se splača iti. Prva Bitcoin konferenca v Sloveniji 8. in 9. november. Maribor. Tudi In pride en kup. Z vlakom lahko pridete komot, celo isti dan verjeten. Drugač pa bo en kup uporabnih vsebin v slovenskem jeziku, kar je res dobrodošlo. Prvič boste lahko poslušali te zadeve, malo bolj obširno, paneli, predstavitve, da boste lahko tudi probali, je rekla Nina, plačevati z bitcoinom, walleti bojo predstavljeni, denarnice, a ne strojne. Ja, sem še kaj pozabil. Ja, na internetu berem, da bodo, ali pa sklepam, da se bodo lahko gor pojavili tudi naši kolesari, naše zvezde kolesarske. Bi znal biti, glede na to, da je NiceHash sponzor kolesarske zveze in ja, mogoče pa kakšen svetovni prvak pride ali pa kaj takega. Ali pa pomočnik svetovnemu prvaku. Recimo, to govoriš o meni. Ne? Tudi Vsi smo pomočniki stiskal njegovi, pesti, sigurno. a ne? Ja, drži. Kaj sem pozabila? Še za Pozabila smo karte še. morava povedati. Ja, Poleg 5 evrov v Bitcoinu ob nakupu vsake karte, ki jih dobi vsak obiskovalec v Lightningu, da bomo lahko tam malo zapravljali, ali pa da bodo tisti, ki bodo lahko šli, imamo še popusta, ne? drži koda NiceHash 10. To tipkate pa 10% popusta dobite. Super, to je treba iti. Ne zamudite te priložnosti, res. To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. A si zbujen? Vsake tok me kaj zbudi. In zdaj je kar ena zanimiva stvar prišla ven, ne? Ja, Windowsi si jih verjetno, večina jih verjetno uporablja. Operacijski sistem, nova verzija, ki prihaja 11.24H2, ima eno novo funkcijo, eno zelo dobro za njih, pa malo manj za nas. In sicer, kaj bodo delali? tej funkciji se reče Recall, ki je doživela v javnosti ogromen negativen odziv, se pravi, uporabniki so zahtevali dodatna pojasnila oziroma si niso želeli te funkcije v Windowsih. Microsoft jo je umaknil že iz ne vem katere posodobitve nekaj časa nazaj, zdaj pa je menda v posodobitvi noter. In to je funkcija, ki beleži zaslonske posnetke, torej je na nek način keylogger vsega, kar vnašamo v Kako to misliš? Skratka, karkoli bo Vpišeš, pisali na gledaš. ekranu, vse to oni poberejo. Tako. Vse. Vse, ne samo tisto, kar ti vpišeš in poentraš, če rečem po domače, kar potrdiš, ampak tudi kar pobrišeš, ko se premisliš, ko nekaj urejaš. Vse se shranjuje. Kam se vas shranjuje? Ja, verjetno nekaj časa lokalno, drugače pa Windows že tako kliče kar naprej domov, se pravi v nek cloud. Vprašanje je, če je to uporabniški cloud, ampak je to nek Microsoftov arhiv nekje. Nisem tega raziskal. Skratka, gre za to, da naši podatki bodo šli v neko centralno bazo. To je za našo zaščito. Da A če ja. kaj izgubimo, ali pa če kasneje iščemo, kaj smo počeli na računalniku, Aha. se pravi, ne samo datotek in nekih Kličemo elementov. na Microsoft Support, Ne. CIA Kar- Support. NSA, Ne- CIA, ja. Aha, je pa fino, pa, če imaš veliko teh podjetij, ki ti lahko support nudijo. Ja, to je pa res. Pa če so prijazni, je tudi zelo dober. Ne, Ka- to je funkcija, ki shranjuje vso dejavnost na računalniku, ne vem, koliko na sekundo dela zaslonske slike. Predstavljena je kot, sem rekel, pomoč, pa vendar v resnici jo vidim kot keylogger, ki bo naredil enkripcijo, ki jo uporabljamo za recimo komunikacijo, neučinkovito. Noben Tudi, če boš ti v bistvu se
pogovarjal kriptirano, boš pisal noter in to bo v bistvu prestrežen in poslan komorkoli pa že. Tako, noben, ki želi prestrezati našo komunikacijo, se mu ne bo treba ukvarjati z dekriptiranjem kanalov, ampak bo enostavno zaprosil Microsoft za uporabniški račun in vso zgodovino dela na računalniku. In podobno se nam obeta tudi v chat aplikacijah. Ni še sprejet, ampak to se pripravlja, da se pravi, bojo v chat aplikacijah, preden boš ti vam poslal, bojo noter neki filtri in če bo tam filter zadev. To že, ja? To že, ampak oni vejo, tako kot mi vemo, da bo vedno nekaj chat aplikacij, ki se ne bodo uklonili tem zahtevam in da bodo zajeli še komunikacijo v teh kanalih, enostavno zajemajo dejavnost na računalnikih in telefonih. Jaz verjamem, da bo to prišlo v vse operacijske sisteme. Tukaj ima verjetno samo Linux šanse, da se temu izogne, ker je toliko Linux distribucij, ker je pač odprtokoden. Apple, Windows, Apple, Microsoft, to, kar uporablja 99% uporabnikov, pa... Čeprav boš mogel prav poiskati neko verzijo enega operacijskega sistema, da boš lahko, če boš želel, temu se izognil. To je bila rubrika Budilka. Dobro jutro. Koliko to stane? Veš, mi dva potrebujeva en intro v te rubrike, ne pa da si jih vsakič zmislujeva. No, ampak koliko to stane, rubrika je danes malo bolj obsežna. Krovna tema je šport. Kolesarjenje. Tudi, ampak začeli bomo s smučanjem. Zima bela. Ja, to je drag špas, ki ga mnogi v teh naših tropskih krajih še kar počnejo. Jaz rad smučam, a ti ne? Veš, da nisem smučal že, Veš pa letos prvič. Mogoče. Na Pohorju ta cajt, ki bo #X konkurenca. Ne, to sem pa že zanč Nini rekel in ni bila navdušena, ker želi, da bi takrat bil sonce. Ja, pa sem med smučanjem sonce v redu, ne? Drži. No, bežva nazaj na koliko to ostane. Smučanje je tradicionalno kar drag športa, ne? Ogromno opreme kupimo, ki jo pol uporabljamo par ur in jo imamo v kotu neke gostilne, ko počnemo tisto, kar ne bi smeli, ne? No, pa poglejmo, koliko to ostane. Na spletni strani supratravel.si sem si pogledal ene čist pocen pakete, se pravi najcenejši paket 4 dni smučanja v Avstriji stane 0,022 bitcoina. Se pravi, vsak si lahko privošči smučanje, če nič ne stane. Ne? Če želiš v istem mestu oziroma smučišču, pa ne vem, če je to isti apartma, imeti še dostop do žurov, plačaš 0,0036 bitcoina. Več kot pa smučanje. Se greš kaj zaradi žura. No, in potem sem še malo brskal in sem najdel en razkošnejši hotel v Švici, 5 noči, pa kar nekaj savne in nekaj dejavnosti not vključenih in za to plačaš 0,023 bitcoina. To je nič. Ja, nula, to je nula. Skoraj nula. Koliko si dal za smučanje? 0,0. V redu je, zastonj, ti si srečko. Gremo dvakrat. Ne? Ja. No, pa je zdaj na kolesarjenje. Nedavno so naši fantje, ki so bili sponzorirani strani NiceHasha, pomagali Tadeju Pogačarju, da je postal svetovni prvak. Vsi smo zelo navijali, vsaj jaz sem. Jaz tudi, ja, spremno. No, in sem šel pogledat, koliko stane Colnago V4 RS Tadej Limited Edition. To je kolo, na katerem je zmagal svetovno prvenstvo. Ne vem, če se ga spomnite, tako počečkanje v pop retro stilu 60 let menda. No, to kolo je opremljeno s Shimano Dura Aceom, seveda NV SES 4,5 feltnami in z nekimi CC Nura, sploh ne vem, kaj to pomeni. To stane 0,3 bitcoina. 0,3 bitcoina, 2 mi daj. Kje to lahko kupaš kaj se niti gigašporta? Intersport, ali kje ima je to? To je kar zelo posebno kolo in je na voljo trenutno samo na Colnagovi spletni strani, kasneje pa se bo preselilo tudi na spletne strani izbranih Colnagovih partnerjev. Pa na Bauhi verjetno, ne? Pa na Bauhi, ja, se bo prec na Bauhi. No, ampak za primerjavo, ne, to je elitno kolo, najbolj zaželjeno, ki se ga kupi tudi kot zbirateljski element in je to 0,3 bitcoina. To bi dal za avto, recimo. Ne. Za tako dober element pa sam 0,3. Ja. No, in če greva nedaleč od Habakuka, kjer se bo odvila konferenca NiceHash X, sva v NK Mariboru,
In zanima me nogomet. je, tako, nogomet, najbolj, kako ne rečemo, prestižen šport ali pa šport, kjer se prelije ogromno denarja. Kako se ti reče? Najbogatejši šport. ali kaj? Pranje denarja. Tudi fej se ga upravi, če se umaže, ne, se ga je treba upreti. No, in letni prihodki NK Maribora, čuješ, so v letu 2023 znašali 170,65 bitcoina. No, dobro, to je več kot nič, zdaj saj neka številka je. Končno en denar. Ne? Ja. 170 bitcoinov so lani zaslužili. Pustimo odhodke, ki so večji kot prihodki. Ampak sem hotel to postaviti v en kontekst in sem zasledil, da je Real Madrid v isti sezoni lani ustvaril letne prihodke v višini 18.091,15 bitcoina. To je cash, to je denar. To ima več, ja. Zdaj na avto. Recimo, 18 jurjev, en avto. Ampak bitcoina. No, da si ne bo kdo zlomil prste z kalkulacijo, v tem trenutku je to več kot milijarda evrov. Lušten. Ja, veliko imajo za oprat. No, to je dež kriv, veš. Ja, in zadnje vprašanje v rubriki, koliko to stane, je, koliko bitcoina bi moral Zaho odšteti za Šmarno goro in Katanca? Pismo. To je pa težko vprašanje. To je retorično vprašanje. Ja, sem mislil, da moram jaz povedati. Ne. Veš kaj, moraš še povedati, zakaj imamo to rubriko, koliko to stane. Ne? Rada bi nekako predstavila Bitcoin kot enoto mere. Merilo. Da si predstavljamo, kaj stane. Ne? Tako kot smo si včasih vse merili v markah v Jugoslaviji, potem smo prišli na navidezno stabilno valuto evra in zdaj smo kar pozabili, da evro izgublja 5 do 10% na leto. Na vrednosti. In zato bo potrebno postaviti neko enoto mere, ki bo bistveno bolj stabilna. Tako, fiksna. Razlika je ta, da če merimo v Bitcoinu, je mera vedno fiksna. Tako je. Pri fiat valutah se pa ta mera vedno spreminja, se pravi, skozi leta se spreminja. In težje vrednotimo stvari. No in zares je smiselno si postaviti finančne cilje v Bitcoinu za vrednejše stvari. Recimo hiša, pa recimo avto, pa kakšne večje investicije, ker bomo lažje splanirali naše prihodke in načrtovali budžet, da pridemo do željene stvari. Ja, če boš ti sam načrtoval, pa nobenega Bitcoina hranil, pa kupoval recimo, ali pa ga zaslužil, boš težko prišel do teh zastavljenih ciljev, če boš fiat služil. No, ampak pustva to. Tež, kaj sem prebral, pozabil sem zdaj, kako se imenuje ta, danes je bila niti ne konferenca, nek dogodek, kjer so mlade otroke stare od 10 do 14, če se ne motim, jih povabili, nek projekt je za finančno opismenjevanje, ki ga je Ministrstvo za finance, pa ne vem kdo še, so ga pripravili, kot nekaj, kar morajo bi bilo dobro, da naši otroci spoznajo, kaj sploh pomeni finančna pismenost, različne zadeve in tako naprej. Ne? In kar je v bistvu je to, da mene zanima, ali je tam Bitcoin noter. Pa moram reči, da mi je zmanjkalo časa, da bi to pogledal, lahko pa pogledate vi. Če Bitcoina tam noter ni, pol je to sam propaganda. In verjetno na koncu nas to veliko stane. Ne? Hvala, stane. Novice iz sveta, ki se vrtijo okoli Bitcoina. IMF, torej Mednarodni denarni sklad, bi Salvadorju omejil uporabo Bitcoina v javnem sektorju. To je izjavila gospa Julija, PR-ovka IMF-a, ki je v današnji izjavi poudarila, da se IMF pogovarja s Salvadorjem o novih posojilih, ki jih seveda pogojujejo z omejeno uporabo Bitcoina v javnem sektorju. Preden se poglobijo, kaj ta nesmisel pomeni, mi je zanimivo, da gospa večkrat izgovori kot vidva in da se ji zatika kazoki, ko ga ujamejo, ko ne govori po pravici. Gospa je profesionalka v govornem nastopanju, pa je šlo to komaj iz jezika. Zakaj misliš, že tako? Ja, ne vem. Po moje drži Bitcoin. IMF ima stalno težavo s tem, da je El Salvador uvedel Bitcoin zakonito plačilno sredstvo, torej kot valuto, kot vsako drugo, ki jo poznamo, kar naprej jim omejujejo
bodi si izdajanje posojil, bodi si izdaja priporočila, naj že ukine kakršnokoli delo in podporo Bitcoinu. Ja. Ampak kaj je spet ta zadnji poizkus? Mislim, nekaj je v ozadju, očitno se Salvador meni za kakšen projekt, pa je v igri IMF s svojim denarjem, ali so mogoče kakšne multinacionalke, vem, da so jih obiskovali Google, Apple in podobno velike korporacije. In mogoče je zato, da pride do tega dela nek pogoj v zadju, da IMF da denar, ki pa potem pogojuje seveda to, kar ga najbolj žuli, da je Salvador relativno manj odvisen kot preostali svet od njih. In seveda Salvador je imel to možnost, da je bil prvi, ki je začel kupovati Bitcoin in ga drži. In recimo, da je tudi prvi, ki je v zakonu, da je to legal tender, kot je po slovensko. Ja, zakonito plačilno sredstvo. Zakonito plačilno sredstvo. Ja, in zdaj tukaj, zakaj? Ne vem, ali lahko, da se Bukele, predsednik njega, igra z njimi? Ja, zadnjič sem zasledil en tweet, ki ga sicer ne najdem in ne vem točno vsebine, ampak šlo je v tej smeri, da razmišljajo, da bi opustili zadolževanje pri mednarodnem denarnem skladu. Velik del dolga, ki so ga imeli iz preteklosti, so odplačali, imajo še nekaj, kolikor se prav spomnim. Jim je to ostalo, seveda cilj pa je, da čim prej se znebijo vsega dolga, ki ga imajo do IMF-a in da se financirajo skozi privatne investicije. Povejva še, da že nekaj časa Salvador vsak dan kupi en Bitcoin in to tudi javno objavlja in lahko temu sledimo. Tako, kot Slovenija. Če si lahko zamislila najbolj pozitiven zaključek zgodbe z Salvadorjem, bi po mojem bil to, da vrednost Bitcoina v tem, kamor rečemo bullrunu, se pravi v ciklu rasti, ki ga pričakujemo, doseže tako višino, da bi se Salvador dejansko denarno osamosvojil. A ne bilo to super? En zgled, da se da. Ja, to je bilo za druge manjše, predvsem za manjše, signal, da je to izvedljivo, treba imeti disciplino seveda, pa dolgoročno razmišljati, imeti nekoga na čelu države in pa ljudje, ki mu pomagajo, da imajo neke iste vrednote, isto vizijo, je pa seveda težko tudi prepričati državljane, da razumejo, kaj želijo doseči. Če bi to zdaj prišel v Sloveniji reči, zdaj bomo pa pozabite na kredite, ni kreditov, zdaj bomo malo zategnili in zdaj bomo dejansko mogli kaj narediti, nekaj produktivnega. In to bomo, rečemo, delali naslednjih 10-20 let, zato da bi ustvarili kaj novega, prodali kaj zaslužili, odplačali dolgove in se znebili pol teh dolgov. A ja, pozabil sem pa, da seveda bi še prešli na Bitcoin standard. Pomeni, da bi še Bitcoin začeli hraniti kot neke državne rezerve. Ja, sem malo preveč tole idealiziral, kako bi to v Sloveniji lahko bilo. Dajmo mi najprej to NiceHashX konferenco speljati, pa bomo pa naprej. Mogoče pa to prelomnica v zgodovini Slovenije, dajmo to tako reči. Zato pa morate tja prideti, ker mi smo tisti, ki bomo to spremenili. Samo se pa tudi ne bo nič, ne? Yep. Spet imamo novega sponzorja. Ne. Mama. Bitcoin knjižnica najnim poslušalcem podarja 20% popusta na posamezno knjigo. Pojdi na www.bitcoin-knjižnica.si in nesi kodo na coinu. Eno po eno. Saj veste, knjiga na knjigo palača. Kakšna palača? Ja, polna knjig, kakšna pa. A veš, da poleg Bitcoina obstajajo še te boljši Bitcoini? Vsi ostali so boljši, to vem. Vse hitrejši, cenejši, lepši, pametnejši, pa imenuje se programabilni. To ja, neki pro. No,
Pa si poglejmo, kakšna so pota gospodova v svetu teh alternativnih kovancev. Trezor, proizvajalec strojnih denarnic, prvi na svetu, je ravnokar objavil, da bo s februarjem 2025 iz Trezor Suita, to je z njihove programske denarnice, ki podpira njihove strojne denarnice, odstranil podporo za Dash, Bitcoin Gold, Digibyte, Namecoin in Vertcoin. Aj, To ne pomeni, poznaš, ali kaj? jaz sem ta Bitcoin Gold, se ga pa spomnim, veš, to je bil fork. Jaz se pa Deša spomnim. Jaz pa to nisem nikoli uporabljal. Jaz se pa spomnim. Še nisem rekel, da sem ga uporabil, spomnim se ga. Ja. No, v glavnem, jaz mislim, da je to pot večine, če ne vseh alternativnih kovancev. Enkrat sem že slišal izraz shitcoin, verjetno je to kar dober izraz za lastnosti kovancev. Ne vem. Jaz mislim, da se jih bo večina tako končala. Si predstavljaš, kaj se bo zgodilo uporabnikom, ki bodo spregledali ta poziv, čeprav bo nekaj mesecev kampanja trajala, in bodo čez leto, dve odprli denarnico in bo jabolko zaplesalo po grlu gor pa dol. A pa misliš, da ne morejo pa priti do teh do kovancev, ki jih imajo? Pa po moje bodo kakšne poti, ampak rekel bi, da bodo zoprne. Možno, mislim, verjetno, ja. Če bo ta kovanc takrat Sploh še živ, ne? Če je kaj vreden, ker moramo vedeti, da vsaka denarnica ali pa vsaka transakcija na nekih blockchainih pobere nekaj provizije in vrednost kovanca mora biti vsaj tolikšna, da jo lahko premakneš, tudi če premik pomeni konvertiranje v Bitcoin. In če denarnice, sploh take večje, nehajo podpirati določen level 1 coin, ne, se pravi kovanec, ki je bolj enota na nekem blockchainu, ki ni token, hočem reči, ko nehajo podpirati take kovance, ponovadi zgubljajo vrednost, ker je to nek signal trgu, da GTFO, ne? Ja, no pa se to ni zdaj prvič, to se je že dogajalo prej, ne, da so delistali določene zadeve. Ja, seveda se to delajo tudi menjalnice, ampak danes je pa še to hitreje, ne? Trezora. Ja. Imam pa še jaz nekaj, veš, da sem zasledil, da v Louisiani v ZDA boš pa lahko plačal državi, se pravi storitve njihove, kar z Lightningom. Se pravi, to so dodali plačilno metodo, dolar ali pa Bitcoin. In boš lahko bolj elegantno z Lightningom probo. A se je to NiceHash zmenil, bodo oni procesor? Mogoče pa. Spet je treba iti na NiceHash X konferenco in preveriti. Ja, in tam, če ste prej poslušali, mislim, da cirka 5 evrov boste dobili v Bitcoinu oziroma v Satoshih in boste lahko naredili poskusili, kako izgleda Lightning transakcija. In naslednjič, ko obiščete Louisiano, lahko plačate tam davek. Recimo. Namestnik kitajskega ministra za finance je pozval državo, da bi spremenili spet zakonodajo in dovolili rodarjenje in dovolili kriptovalute. Kaj pa ima on v zadnji? Ne vem, kva ima v zadnji, misli denar. Kakšen pa ne vem. No, nek interes mora že imeti. Absolutno. Kitajska še vedno ne bi imela prevladujoč del pri rodarjenju. V računski moči. Tako, tudi v teh letih, ko je rodarjenje tam prepovedano. In glede na vse sankcije, ki se dogajajo proti Kitajski, Rusiji in ostalim državam, ki niso po godu Zahodu, vidijo, da imajo z Bitcoinom neki shod v sili, ki jim omogoča, da lahko delajo transakcije ali pa da hranijo vrednost v Bitcoinu in je to njihov izhod iz te situacije, ne? Eden izmed. Tako da to bo za trg verjeten dober signal, ko se to zgodi. Ej, kam pa ti bo spravil svoj Bitcoin? Ja, porka Madonna, Mandejana strojno denarnico. Če še nimaš, ima zate Bitcoin shop. Se veš, skodo na Coinu dobiš 5% popusta na vse denarnice in oblačila. www.bitcoin-shop.si. S tem sva epizodo končala, medtem ko sva 36krat omenila, da pejte na NiceHash X konferenco, sva upam povedala, kaj je zanimivega, ampak nekaj sva pa še pozabila, David. Ni nekaj velik telih sledilcev na Nostru najnih.
Ne, Nagradno igro imamo tam. 11 ali 12 samo. Kva? Čakava jih pa 100. Ko bo 100, so rekla, podariva knjigo. Knjigo Bitcoin standard v slovenščini, ampak če bo šlo s tako hitrostjo naprej, bo prej zadnji Bitcoin zmajnan, ko vam midva to podelila. Pohite.